prijateljčkov in tudi željo po eni družini, ki ga bi imela rada. Ja, zdaj bomo šli pa spet iz druge strani, ne? In sicer Val bom pa zdaj izval na eno drugo temo. Nazadnje sem slišal lepo misel, pustimo tudi starejšim, da lahko prispevajo in da lahko nekaj naredijo za druge generacije. Sam imam tudi izkušnjo, velikrat sem poslušal svoje sovrstnike v času, ko smo imeli vejne otroke, jaz jih še imam sicer, ampak oni jih nima več. In ima si kdo, sta se dve pogovarjali, pa je rekla drugega smo bili kje skupaj, ne? Veš, jaz pa moji mami pa ne bom dala otroke. Vsi jih sicer že videli, da bi jih pazila, ampak lej, malo čudno je. V tem smislu, to je bila ena skrajnost, ne? Nekje drugod, ko sem bil pa prej zaposlen, sta pa, sodelavca dala otroka k mami, ker pa ni več čista, kar se alkohola tiče. Je bila pa drug primer, ampak tam sem bil recimo presenečen, da je ta mama se sebi spravila v tistih mesecih, ki je bil otrok pri njej. Se potem je spet bil slabšen, ampak takrat se je spravila sebi. Hočem povedati to, da najprej bodo verjetno in že delajo starejši za starejše, kar v končni fazi tudi naše župnijske karice so v veliki meri postajajo, ker imamo zdaj že precej res starejših, in v bistvu tudi te generacije morajo eno nalogo sprejemati napram še starejših. Druga stvar, ki se mi pa zdi, je pa ta, da naša družba ne bo mogla preživeti, če ne bo starejša generacija aktivna, ne v smislu zadovoljevanja svojih potreb, v smislu toplic in vsega ostalega, ker si pa sepa, ampak v smislu participacije k skupnemu življenju. Vidva sta primer tega, da tudi v času, kako vi vsi trije, v času, ko nekateri že počivajo na rekovajih in so osebno samo aktivni, dajete nazaj družbi. In tudi naši starši mnogi dajajo drugi generaciji. O temu želim, ker se mi zdi pomembno tudi to, da starejši nimajo samo potrebe pa pravice, ampak se zavedajo družbenega stanja in želijo participirati nazaj, biti del, aktiven del, dokaj je seveda možno in kar lahko daš. To je v tem smislu. Ja, veste, res je družba zdaj v eni taki tranziciji oziroma v takih spremembah, da je težko karkoli zelo konkretno pa zelo precizno odgovoriti. Čeprav, recimo, situacija kaže, da trenutno takšno stanje, da starejša generacija več prispeva srednji generaciji, tudi z materialnega vidika, kot srednje generacije, stari generaciji, ki je tem prizadevanjem zakonsko zavezana. Zdaj, odrasli otroci naj bi poskrbeli za svoje stare starše, če ti ne bi več zmogli iz različnih vidikov poskrbeti zase. Toliko je srednje generacije nekje na robu preživetja, da stara generacija več prispeva srednji generaciji in mladim družinam kot v obratni smer. Sicer se mi pa zdi ta duhovna dimenzija starih ljudi tako pomembna. Veste, gre telesne, psihične sposobnosti, seveda grejo, ker imamo naravne v koncu. Slabšajo se, manjšajo se in tako naprej. Veča se pa duhovna dimenzija starih ljudi. Veste, ta modrost, ki je srednja generacija ne more imeti in mlada generacija ne more imeti. Ta človek je sem, ko sem v domu včasih ljudi sprašval, v kakšni dilemi, ko sem imel, so mi ljudje zelo preprosto enostavno povedali, ti si že mlad se zavedaš, to je pomembno, pusti drugo, kakšne take stvari, ko so bili meni zanimive, interesantne, star človek je to malo presejal, predelal, da to ni pomembno, to je pomembno. Predvsem tako nekako žalevajo in tudi spovedujejo, da v končni fazi je najbolj pomemben lep človeški odnos. Skozi vse generacije, skozi vsa leta, ker tudi, z materialnega vidika se vidite, kako se stvari odvijajo. Tudi nič sabo ne nesemo, ampak od globine, od topline lepih odnosov pa želimo tudi v poznih letih. Srednja in mlada generacija bi lahko od stare generacije dobila izredno veliko. Še posebej, ker je, srednja je v bistvu usposobljena in dobra za vzrejo svojih otrok. Za
ta človeški vidik, ki pa zmanjkuje časa in čustva. Se vidite, kako je to vse razdrobljeno. Včasih so rekli, otroci nimajo očetov, tudi nekatere knjige, recimo Brajša, Očetje Kestja ali pa Tomorijeva, Klic po očetu. Zdaj v teh časih tudi mam ni več. So še sedela zjutraj od 8, recimo, ko so otroke nekako odrejta, pa do 5 popoldan, ko se samo skupaj zberejo, pa malo skregajo oziroma pokomandirajo, in to ni tisto. Potem se pa čudimo, da mladi ljudje nimajo lepega, čeprav sem zdaj veliko lepega slišal, tudi mi doma tudi veliko izkušenj, ko mladi ljudje začutijo druge generacije. Ampak manjka jim vzgoja srca. To jim manjka. Vzgoja, ki pomeni, da smo o mladih ljudih vedno, čeprav nas nekje prepričuje, da treba biti ob pravem času z mladim človekom. Vedno mora biti nekdo, ki je pomemben, odrasel v bližini in na razpolago otroku, ki odrašča. Če ne, ni in v zahodnem svetu, ali recimo Japonska izrazito izpostavlja problem tako imenovanih socialnih iztirjencev, hikikomorijev, ki živijo v enem virtualnem svetu, na bremenih svojih staršev in tako naprej. Veste, tem je gotovo manjkal en bistven prispevek stare generacije v tej prizemljitvi oziroma v tem, da bi jih bogatilo za odraslost oziroma za življenje, ko bi bilo treba prevzeti odgovornost za druge generacije. Ker ni tako enostavno, oziroma zelo enostavno poskrbeti samo zase. Ampak nas življenje uči, da je treba živeti od simbiotičnega odnosa z mamo v teh prvih mesecih in 3 letih do odgovornosti za druge ljudi. To se pa gradi ob pristnih stikih z vsemi 3 oziroma vsaj z naslednjima 2 generacijami. Ta del, ko ste prej omenil te mame, ko naj ne bi varovala otroka, ker kaj sem izlezla. Misli, da ni vredno. Ja, ker je mogoče zlezla v pitje. Prvo, kar bi rada rekla, je to, da ljudje, ki smo v letih, jaz imam svoja leta, smo, kar se tiče navajenosti, kdaj lahko zdrsnemo v zasvojenost, smo na istem kot mladoletniki. Srednja generacija mora trenirati njih 15 let rednega pitja, da se človek zapije. Medtem, ko star človek, če sebe zdaj vzamem, pa sem lahko ob eni hudi travmi in stiski, recimo, da bi to ne odšel, pa sva zelo povezana in navezana in tako, in da ne bi našla nekega drugega motiva za življenje, govorim iz izkušenj, ker poznam ljudi, v 6 mesecih sem lahko zasvojena. Tako kot mlad fant pri 17-18 letih ali pa mlado dekle. Tako da mi, ki smo v letih, moramo zelo paziti, kako ravnamo, da se ne zatečemo, ker to tako blagodejno vpliva na človeka. Tako ti noter lahko olajša neko stisko in trpljenje. To je prvo, kar je pomembno. Imamo pa izkušnje iz viharnika in to bi rada rekla. Razumem to mlado mamo, zelo jo razumem. Veste, ima odgovornost do svojega otroka. Človek, ki je pod vplivom alkohola, ni čizlihta prav kot drugače. Smo malo drugačni, smo luštkani, ampak ni to tisto, kar bi človek rekel, zdaj pa je ta moja mama res bo lahko za vse poskrbela. Kaj pa, če se je kaj zgodi, kaj pa, če ona pade. Pri nas v viharniku je kar nekaj ljudi prišlo v program urejanja, predvsem moški so to, ki so jih do tega pripravili vnuki. Do svojih otrok, ko so se jim otroci rojevali in ko so potem razvili alkoholizem, to so bili njihovi kar domači, bi človek rekel, in so kar tako živeli, kot ljudje, ki so prekomerno pili. Potem pa je hčerka se poročila, rodila otroka in se je stari ata rekel, vprašal je rekel, pa zaradi tega otroka moram nekaj narediti. In je hčerka rekla, le ata, kaj bodo rekli ti tvoji vnuki? Mi ti jih ne moramo pripeljati, le kakšen si. In imamo zdaj 4 ljudi, recimo ni to tako velika, ampak naša skupnost ni velika, je skupnost 50 ljudi, ni to, ampak kljub samo, v številki 50, 4 osebe so prišle si urejati svoj alkoholizem, daleč po 60. letu, ne vem, pri 66 letih zaradi vnuka. Kaka odgovornost je živo bitje? A vidite, ko mi sprejmemo v svojo družino nekoga, ki ni čist tesno, ampak malo naprej, pa smo do njega, imamo že respekt.
Do svojega otroka ne, ker je naš, ne. Do tega vnuka imamo pa rešpekt. In majhen vnuček je lahko ogromna motivacija. Vnuček vleče tudi odraslega človeka, ki je mogoče malodušen, on ga vleče v življenje in ta babica in dedek, ki je počaščen, da je to bitje prišlo v družino, vleče svojim navdušenjem, da ima tega otroka v življenju. To so obojestranski odnosi, ki jih mama, tudi mama in oče imata to, vendar sta obremenjena. A bo zdrav, a ne bo zdrav. A ga damo cepiti, a ga ne damo cepiti. Kaj ne naredim? Koliko enih skrbije, enih odgovornosti, medtem ko pri tretji generaciji tega nima. In zato je tretja generacija, mi, predstavniki tretje generacije, smo odgovorni za to, kako kažemo našo starost. Mi smo odgovorni do mlajših od nas in smo dolžni pokazati tudi trpljenje, tudi žalost. Ma smo dolžni tudi pokazati, da je življenje tudi lahko lepo. Vidite, to je nekaj, kar je naša realnost in to je za otroka neizmerno pomembno. To, kar sta prej kolegici govorili, to poznali iz naših skupin. A veste, mladi so šli direktno v dom upokojencev, k Mariji Butinarjevi, mrtva ženska 20 let, povedati, kako je bilo v šoli slabo. Ker se je ta naša deklica tam z njo zmenila, da je šla lahko domov, ker je tam že do doma naredila svoj načrt, kako bo rešila nekaj, kar se je zdelo nerešljivo. A vidite, to kondicijo za dobro in slabo človek pri 60 letih pa že ima. Ker do 60 let se ti pa že marsikaj zgodi. Ko imaš pa prvega otroka, pa si toliko prestrašen, da sploh ne veš, kako se bo končalo. Garancije pa tako nimamo na tem našem planetu. Za nič. In je treba imeti res veliko voljo in veliko moč in mi, ki smo v letih, lahko to moč in smo odgovorni, da jo dajemo naprej. Ja, gospod Snoj, še za vas vprašanje, konkretno z vašega področja. Naši duhovniki so vse starejši, to, kar vi izvajate, je res pohvale vredno, ampak je zelo verjetno izjemno v smislu obsežnosti za posamezne župnije. Želeli bi si seveda, da bi vsi to delali, vendar vemo, realnost je drugačna. Mnogi duhovniki so zelo stari, bolani se svojo boleznijo, točejo, sami so na župniščih in tako naprej. To se pravi, nekako obstaja en strah, da bomo v tej skupnosti, v teh župnijah lahko zelo hitro zgubili, če ne bo na teh župnijah enega motorja. Seveda imamo zdaj druge skupine zunanje, ki niso povezane, te so pa specifične, ker pač so tu z duhovnostjo zelo povezane, ker pa ponavadi napaja, v veliki meri napaja marsikaj od filantropskega. Seveda so to druge zgodbe, ampak se mi zdi tudi, imam sam izkušnjo od darovalcev, ker se s tem ukvarjam, tudi po drugih organizacijah, ko se pogovarjam, recimo po Rdečem križu, UNICEF-u, velika večina naših županov je darovalcev od vseh organizacij. Se pravi, gre za to, da župnija pa kakoli svojo duhovnost, kot ste rekli, je motor. Jaz vas pa sprašujem, kaj narediti, da ta motor ne ugasne. Ne vem, če je moji domači. Ja, jaz bi dve stvari rekel. Po eni strani to, kar se dogaja, da duhovnikov že počasi primanjkuje in da smo vse starejši, da mislim, da je poprečna starost 62 let, se pravi, ker visoka, je to gotovo veliko vprašanje za prihodnost. Morda je to, bi samo to rekel, en izziv laikom, da vidimo, morda smo preveč sami vse stvari v rokah imeli, pa hoteli vse sami narediti. Da počasi odkrijemo, da smo vsi cerkev in da lahko samo skupaj, samo kot skupnost res nekaj naredimo. Potem bo lahko duhovnikov tudi manj, pa bo šlo vse lepo naprej. Drugo, kar je en odgovor vsekakor, vsaj začasno bi rekel,
Tudi sam sem želel na župnišče pripraviti, pa mi je denarja zmanjkalo, žal, ker sem tukaj hiš drugih naredil, da mi za tisto pa ni ostalo dovolj. Namreč prostore, da lahko več duhovnikov tudi skupaj živi. To je pa naša velika priložnost in tudi dolžnost. In mogoče pomanjkljivost že od semenišča naprej, ker imam občutek, da jih premalo vzgajajo za skupnost, za skupno bivanje, za razumevanje, za povezanost. In mi, Slovenija je kljub vsemu, če se nam zdi daleč, je v bistvu vse blizu. In jaz vidim župnije okrog mene, so 10 minut z avtom, skoraj večina župnij. Se pravi, če bi vsaj 3 hoteli, Lizboni ali pa še kakšen več, skupaj živeti, bi bila ta skupnost lahko mnogo bolj rodovitna, mnogo lepša, mnogo bolj zdrava. In bi se dopolnjevali drugega in potem z avtomobili vsi v 10 minutih tam pa si na župniji. Ni župnija nikoli brez duhovnika, tako rekoč. Tudi če ga pokličejo, včasih mora pet, zdaj imamo pa vsi avtomobile, a ne, smo takoj pri ljudeh, pri katerih koli, če boš tistih par minut nekam in. Se pravi, ta vsekakor bo potrebno tukaj narediti pomemben korak k skupnosti, povezanosti, k skupnem bivanju tudi. Na drugi strani pa k sodelovanju vseh za župnijo, da bi počasi naredili kot Božje ljudstvo, da bi bila cerkev veliko lepša, če bi se vsi zavedali tega. In ker nas je bilo dovolj, pa je vse, marsikdaj duhovniku se vodil, pa so sam naredil, smo mislili, da brez nas ne gre, ali pa tudi ljudje mislijo, da ne morajo. Mislim, da je to, kaj tudi na tem področju, ta dva področja sta gotovo tista, kjer bomo lahko veliko še naredili. Potem bo pa tudi nove poklice dal, pa ja, če bomo dobro delali, bomo imeli, to ni problema. Hvala. Zdaj pa še eno vprašanje tudi za Karitas. Tudi, to bom pa Mileni postavil, ker je v bližji Karitas, tudi v smislu župnijskih Karitas. Naši prostovoljci so motor Karitasa, ampak tudi marsikateri motor že 20 let žene, župnijske Karitasa pa še več. In v tem smislu je seveda tudi razmišljanje o tem motorju. Mi bomo kar naenkrat, jaz sem pa kar sem na Karitas ratal siv, tudi vi ste se postarali, da ste ratali srebrni nekateri, smo se prej hecali, kako v bistvu ohraniti na en stran zelo zahtevno aktivnost in tempo, ki ga na župnijski Karitas izvajamo, narediti v bistvu, bom rekel, privabljati mlajše generacije, ta motor peljati naprej in hkrati za vse tiste, ki so že dolga leta, poskrbeti, da ostanejo naprej v naši skupnosti, pač po svojih močeh, na svoj način. V tem smislu tudi, da po eni strani seveda smo tisti, ki smo nekako institucionalni in pristopamo pač do pomoči potrebnih. Lahko si naenkrat ratamo samo pomočna skupina v hecu, ampak kako to peljati, direktno hkrati biti z občutkom do ljudi in tudi njeno skupnost nuditi, pa hkrati zadane nove točke. To je težko vprašanje. Vem, da je težko, ampak... S tem vprašanjem se mi ukvarjamo, tako na področju škofijske Karitas, verjetno tudi na drugih, kako zdaj, kaj narediti, da prostovoljci ne pregorijo, ker dobro vemo, prostovoljno delo je, ampak določen čas, lahko je dolgotrajno, ampak s časoma človek potrebuje nekaj tudi za sebe. Tako, prav mi se z tega vidika zavedamo, da ljudje bojo delali za skupnost, za župnijo in tudi za sebe, v prvi vrsti za sebe in za skupnost, za župnijo, za vseh, če bojo močni, če bojo zmogli to. In ne vem, moj pogled je tak, da najprej smo v zaostanku s tem, da je treba ljudem, prostovoljcem, posebno tem, ki že toliko let delajo, priti nasproti z nekimi oblikami navednicah pomoči oziroma z vsebinami, ki jih potrebujejo.
Zdaj, recimo pri tem medgeneracijskem središču vidimo, da ti, ki so prostovoljci že recimo 2 leti, 3, izražajo potrebo po teh intervizijskih skupinah, kjer si pomagajo, recimo tam se povejo, pride vsak človek prije s problemom, ki ga doživlja na terenu in se medsebojne izkušnje izmenjajo, mogoče tudi na svet in tako naprej. Že tu je ena taka točka, kjer je možna hitra pomoč. Potem so tukaj naprej razna izobraževanja, ki dajo tudi eno moč za sebe, da črpaš potem nove moči, da lahko ljudem nekaj daješ naprej. Kako spodbuditi mlade? Zdaj, preko teh dejavnosti, ki se odvijajo, ki se dogajajo, preko teh skupin, se z vsebino, če ponudimo dobro vsebino, pridejo tudi mlajši, ampak jih je treba pozvati, povabiti in jim ponuditi nekaj in vključijo se tudi mlajši, zato so medgeneracijske skupine. In ti so potem ne takoj, recimo, ampak so potencialni prostovoljci, z leti se bo tak človek počutil, da mora nekaj dati in bo deloval tudi v prostovoljnem smislu, ne samo kot član neke prostovoljne skupine. Jaz nekako tukaj vidim eno pot, da Caritas se malo pomladi in nudi prostovoljcem pač neko oporo v smislu, da bomo še naprej tako delali. A je že čas približno zaokrožen? Jaz bi predlagal, da če imate kakšno vprašanje, tudi od vas, direktno za koga, so zanimivi gosti, vsak iz svojega področja, tako da kar korajžno. Jaz bom pa dal tole orodje. Je kakšno vprašanje? Ste že malo utrujeni? Ja, jaz bi prosil samo še vas, samo eno prošnjo za vas, če bi lahko eno zelo nakratko, ampak povedali eno posebno, pristno izkušnjo, prej je to povedal že tak primer tega medgeneracijskega sožitja, v smislu doživelega, in pač en dogodek, mogoče je težko, ampak nekaj, kar ste pač v svojih programih in predoživela, ali pa tudi sami, kaj je to pomeni. Mogoče bom kar vas začel, ker ste pokimala. Ja, naši medgeneracijski tabori, takrat smo še zelo prostovoljsko vodili ta program, ki je star 25 let in smo enkrat na leto organizirali medgeneracijski tabor za celo Slovenijo. Udeležili so se ga en avtobus mladih iz cele Slovenije in en avtobus starostnikov, ki so bili vključeni v skupine starih ljudi za samopomoč. Mi smo se pa, ekipa 5-6 predstavnikov srednje generacije voditeljev pridobili z mladino, da smo jih sploh naredili v eno skupino, glede na to, da so bili iz različnih krajev. Centri za socialno delo so to poznali in so vedeli in poleti je bilo zelo težko v vzgojne zavode nameščati mlade ljudi z mnogimi težavami, ki so recimo so jih našli na cesti, ne vem. Tako so se v enem kraju v Sloveniji soočali z enim fantom, ki ga noben vzgojni zavod ni sprejel, za mladoletniški zapor je bil premlad, imel pa je ogromno vlomov in take drzne tatvine, ampak to enostavno ni nehal v tistem kraju tega početi in so nas prosili, če bi lahko ga sprejeli na tabor. Za nas je bilo to en velik izziv, mi kolegi smo se med sabo usedli, smo se zmenili, smo rekli, pač Slaviša mu je bilo ime, smo rekli, on bi prišel, mi ga nismo poznali. Smo pa, ko je prišel, se je predstavil, smo ga sprejeli seveda, ker pri nas je bil varen prostor, na koncu v Zgornjih Gorjah smo imeli svoje prostore. V tem času je dobil babico. Veste, medgeneracijski tabor tako poteka, da si mladi in stari ljudje najdejo eno skupno točko. To je tako ena taka tehnika, izberejo in se en drugega izberejo. Običajno ena babica dobi 2 vnuka.
ne? Tako enega manjšega, enega večjega. To so ljudje, ki se med sabo zberejo in ta fant je tudi izbral eno babico, pa še enega drugega fanta večjega in vam povem, on je živel z nami, da na koncu tabora smo se čudili, kaj je on počel? Kdo je rekel, da je on tako zelo in nevaren in čuden? Veste, on se je lepo vklopil, to je tista zgodba, ko je prijel tem majhnem fantku, to je bil 16-letnik, ker ni mogel iti v mladoletniški zapor, ampak on je bil, se upravičujem za ta izraz, normalen. On je se spoštljivo vedel do te babice. Babica je vedela, ker je on povedal za svojo zgodbo, mi smo imeli vedno vse odprto, tisti, ki ste bil v Gorjah, tam ni enega ključa. Ne na stranišču, ne na sobi, nikjer. In vse je bilo odprto, ampak nikomu ni nič zmanjkalo. In od tam od nas naprej je šel potem svojo pot. Ampak vidite, kako je to možno, ne? Kako je to možno, kako ona sta bila res povezana. In on se je veliko zaupal in tisto, ker smo mi imeli narejenih, dogovorjenih, skupnih pogovorov, ona dva sta tega imela veliko več. Za njega je bila za tisti čas pomembna oseba. Hvala. Jaz bi samo, ker je bilo govora o tem, v rekrutiranju novih prostovoljcev in tako naprej, zakaj vztrajam že 26 let? Meni je prostovoljsko delo odprlo čisto nov svet. In mislim, da bi bil brez tega dosti bolj neroden človek, kot pa sem sicer. Da me je dodatno izoblikovalo, me dosti bolj odprtega človeka. In hmalo sem pogruntal, da v bistvu delam zase. Da je to najboljša naložba v samo oblikovanje. In neizmerno dobro se počutim, ko zagledam iskrice v očih odloženih ljudi v domovih upokojencev. Težko je povedati morda en dogodek, ker jih v življenju kar veliko pride različnih. Ena izkušnja je bila zanimiva, ko sem bil župnik v Ljubljani, me je presenetilo, da ko sem hodil starejše obiskovati in obhajati, sem opazil ogromno revščine. Veliko več kot na deželi. Ljudi, ki nimajo za jesti skoraj. In nisem šel nikoli na obhajlo, sem se spomnil časti Linčiča, ki je rekel, koliko nam plačujejo. Ne? Ko sem šel obiskovati starejše, nisem šel nikoli brez paketov. Poln avto sem razvozil in prav skoraj vsem sem jaz razvozil pakete na dom tem starejšem. Potem pa mi ena reče, ki sem tudi pripeljal, ki je bilo notnjeno stanovanje, da skoraj not nis prišel, si mogel kar čist lezati. Pa pravi, gospod, vse mi te stari ne rabimo, mi smo skromni, pa zelo malo rabimo. In ona je zelo malo rabimo. Je rekla, dejte te mlado. In to me je presenetilo, kako ta stara, revna žena pravi, dejte te mlado. In sem se obrnil mladim zakonskim parom v Ljubljani, govorim o Mostah. In sem videl, da je to res. In sem potem, da bi bilo to, ne bi bilo narodno, sem rekel, smo pripravila sestro, ki ima pri sebi paketov veliko, pa sem mi rekel, pa pridite po večerni maši, ko igrajo, pa greste tja, pa vzamete. To je recimo bil ena takšna tudi izkušnja. Potem je ena, ste že govorili o teh otrocih, enega otročka, ki je mamica pustila 3 mesece starega, bil je nezakonski, in ga je pustila in so ga dali samo v zavod. In ta otročki je živel dol v Šentvidu Pristični, tam, ki je tisti gori rastel in ki je bilo konc tedna, so starši prišli, ker so bili tam otroci fizično malo veliko invalidni ali karkoli, ne psihično, fizično pa je imel. In so prišli po svoje otroke, po njega pa nihče ni prišel. Pa so pa iskali in je v Ljubljani hiša Kristusa odrešenika, na taka, ki vse mogoče tudi sprejemala vseh vrst potrebne, stiskane, da bi